En lep dober večer. Tudi mene veseli, da se danes lahko v živo vidimo, ker tale pogovor v bistvu nekako povezuje, tako kot je že Simona omenila, razstavo, ki smo jo v času korona situacije gostili v Rokodelskem centru in smo jo v bistvu predvsem v spletni obliki predstavili. Šlo je za 8 serij avtorske keramike Urbana Magušarja in teh 8 serij, ki so v bistvu tebi osebno nekaj več pomenili oziroma ti najbolj pri srcu. In kljub tej spletni izvedbi razstave je bila v bistvu zelo dobro sprejeta v javnosti, tako da smo v bistvu zelo veseli. In tudi to, da zdaj lahko v polnosti pa tudi ostali program začrtani izvedemo. Zato se danes pogovarjamo mogoče v malo bolj sproščeni obliki, ker predvsem katalog slovenskih glin in pa tvoje ustvarjanje Urban v bistvu res zaznamuje neko poglobljeno ukvarjanje z glino, z materialom in hkrati tudi ob končnih izdelkih oziroma upoštevanje res teh oblikovalskih smernic in funkcionalnosti končne oblike in pa podobe keramičnih izdelkov. Mogoče Urbanči na začetek te povabim, da nam kratko orišeš svojo pot kot oblikovalca in kot lončarja, zakaj te glina prevzame in kaj vidiš v njej nekaj več. Ja, dober dan vsem. Glede na to, da bom čez 3 stavke pozabil, bi rad na začetku se zahvalil strašanski prijaznosti in profesionalnosti Rokodelskega centra in muzeja. Že na šoli za oblikovanje smo imeli eno fantastično tušico, Laka Bratuš Furlan, ki je tudi, ona je bila Plečnikova učenka in imela zelo intenziven odnos do keramike in nas je mečkam zastrupljala. Potem je pa sem šel v lončarsko zadrugo Komendov se učiti za vajenca in potem od takrat naprej sem se skozi glino ukvarjal, pa skozi sem hotel kaj drugega delati. Ne vem, kot oblikovalec se ukvarjati z embalažo, z lesom, ampak vedno me nazaj glina potegnila, pa nisem vedel zakaj. Pol mi je nekdo razložil, da je verjetno to gensko, pač ljubno, kropa, vse to mogoče par generacij nazaj, da ostane nek spomin noter. Ja, lončarstvo, mogoče bil to čas tudi malo neke hipijade, pa tako pa nazaj k naravi, pa zemlja, pa tako je potegnil. Potem me je pa začel vedno bolj tradicija zanimati, ker se mi zdi, da so to neka taka zelo dizajnerska izhodišča. Po svoji osnovni izobrazbi sem industrijski oblikovalec in kaj zem, tako zabavna je, pa žgeš, pa se potem kaj rata, pa tako. Zelo skromno. Urban, pred leti si začel s projektom Katalog slovenskih glin. Gre v bistvu, ki ga danes tudi del tega celotnega projekta tudi razstavljaš. Gre za zelo kompleksen ali pa obsežen projekt, tako v smislu povezovalnega elementa med lončarji pa keramiki, kot tudi časovnega razpona tega projekta, pa mogoče je danes res prilika, da mogoče poveš, zakaj sploh ta projekt, kaj je njegov cilj in kateri so tisti biserčki, ki ste jih našli med raziskovanjem. Ta katalog slovenskih glin, to je naslov enega projekta, ki se ukvarja z lončarstvom, tradicionalnim lončarstvom in dizajnom. Mi imamo tudi trgovino z materialom in danes, tako kot posod ta globalizacija, ti kupaš podobne gline lahko tukaj, v Nemčiji, v Novi Zelandiji, kjerkoli v Ameriki. In vse skrat je zelo uniformirano. Zato se mi zdi te lokalni materiali bolj zanimivi počasno. Pa tudi zaradi tega spet ta globalizacija pri glini, cena glina je prevoz. Plačujemo neke prevoze in te zadeve in to ugotavljamo, da nima več smisla. To je ena zadeva. Druga zadeva je, da lončarstvo je vedno nastalo tam, kjer so bili deponije gline in
tako malo mi uhaja ven iz glave, kaj hočem povedati, no, ampak bom probal sestaviti. Ja. Naše tradicionalno lončarstvo je nekako čisto upravičeno zelo nezanimivo, ne? Ker to, kar novo komponovani tradicionalci delajo, ni fajn. Ne? Tradicionalna lončevina je v nekem etnološkem smislu dobro obdelana, velik, ne? Ampak v nekem dizajnerskem, likovnem smislu pa ne toliko. Ne? Tako in probal sem te elemente, likovne elemente analizirati in tako obdelati, da nek dizajner, recimo nek mlad oblikovalec do nekega tradicionalnega kosa lahko z digitalčkom komunicira, posnamaš, potem je pa nekak folklorizem posnemane oblike, potem je pa že konc počas. Ne? In zato sem hotel to razstaviti, v bistvu tiste elemente, ki so zanimivi, pobrati ven. Ne? Barva je pa odvisna od kakšna glina je bila, ne? Kako se je pekla, kakšne lastnosti je imela glina, na ta način se je delala. Ne? Tako sem prišel do tega, da je treba začeti pri osnovi, ne? Pri naravnih resursih, ne? In potem sem uspel ta sistem Tom Sawyer, ne? Navdušati kolege, da bi kopali to in so iz cele Slovenije 35 ljudi sodelovali, prinašali vzorce, ki smo jih stestirali, sprav na različnih temperaturah, poroznost, potem granulacije, barve, mehčanje, te režimi žganja. Tako malo znanstveno zgleda vse skupaj, ampak ni zelo znanstveno, ne? Je bolj artiš projekt. To je ta prva faza, ki je potem taka dekorativna razstava ratala, ne? Potem druga faza je pa likovna analiza. Sem pa tam razstavil 4 panovičke, sam en tak začetek, kjer pa analiziramo gričke, lonce, te znake na podnih, potem skledek so najbolj likovno, so odprte, ne? 2D, zanimive, srednjeveško, to hitro dekoracijo, tako, no, toliko nekako. Mogoče za obiskovalce, ko boste razstavo si pogledali, v bistvu so te vzorci glin na enem panoju, predstavljajo en vir gline in različne obdelave oziroma različne temperature žganja, ne? Ene vrste gline. Ja. Mogoče, če sam osvetliš to problematiko oziroma včasih, tako kot si že sam rekel, so vedno rokodelci uporabljali materijale, ki so bili lokalno prisotni in s tem tudi nekako ustvarjali zelo različne izdelke, ne, ki so imeli lokalno specifiko. Pa mogoče, kakšno je danes stanje, sploh kar se gline tiče lokalnega materijala? Zakaj je ni? Mogoče v čem je problem oziroma glina še vedno v zemlji verjetno je? Ja, predvsem red mora biti, ne? In zato, če hočeš eno lopato gline skopati, rabiš koncesijo in dovoljenja, tako kot rudnik Velenje, ne? Zato vsi, ki uporabljajo glino, pač neke krivine, to se temu reče, lovijo. Recimo, lahko imaš ti smetišče z odpadnim materialom, tako lahko kopljaš, ne? Potem lahko recimo izkop za hišo narediš, tisto glino lahko uporabiš, ne? Ni urejeno, ne sme se jo kopati, ne? Jaz mislim, da je nekako zakonodajo bi bilo treba neke šprajne dobiti, da bi bilo to omogočeno, ne? Mogoče kot neko dopolnilno delo, ne vem, ali pa neka kvota, ki si jo lahko nekdo skoplje, ne? Včasih imel pa vsak lončar mogoče na razdalji 10 km svoj kop, ne? Jaz poznam v Komendi, ne, največ tukaj poznam, ne, te razne tipe glin, ki so jih potem mešali za večje posode, več te gline, zaradi pokanja, za manjše, za večjo plastičnost, to pa tako, ne. V lončari glina je zelo intimna zadeva, vsazga, ne, skrivajo gline, recimo Franci Kremžar si je 50 tovornjakov gline skril, zakopal parcelo, ne. Pa še prav je imel, ne. Mislim, se smo se vsi režali, ne. Mogoče, sam si omenil to tudi motiviko in pa samo likovno analizo, ki se jo zdaj lotevaš, to je zdaj druga faza projekta.
Mogoče sam tako, če lahko, mogoče en grob oris ali pa izpostaviš mogoče najbolj značilne ali pa take razlike, ki štrlijo v nebo, ko vidiš en kos keramike, pa rečeš, tale Ribenšklonc, tale pa mogoče iz Gorenjske. A je mogoče narediti neke take razlike, kar se tiče samega materiala in pa tudi likovne motivike? Ja, seveda, ne. Se mi zdi, da če hočemo spoznati to, moramo prvo videti razlike med posameznimi, ne. Slovenija je tako majčkena, so bili vplivi iz vzhoda, ne, te starejši, recimo najbolj znana je ta Karlovšek, je rekel, tako zvana primitivna, enostavna valovnica, ne. Potem imamo iz zahoda, je srednji vek renesansa do naše etno keramike prišla z raznimi stiliziranimi svetličnimi vzorci, rastlinskimi, ne. Komenda se mi spet, mislim, to komendo sem čisto zaljubljen, ne. Ampak ne vem, a so bili tako ambiciozni in so tako hitro delali, da so sploh pozabili, kaj hočejo risati, ne. Ampak neke take simboli, pismenke, te vzorci so mi najbolj tako čarobni so mi, ne. Šentjernejsko lončarstvo ima valovnice, ne. Ribnica je imela spet ene čudne rastline, ki rastejo na tem koncu, potem tako živahno, igrivo, pravlično dekoracijo, ne. Kaj je bilo še, recimo, najlepše stilizirane svetlične vzorce je sigurno staro lončarstvo v Ljubnem imel, ne, po moje. Prekmurje je bolj ta flat, vpliv starejši, ne, bolj ravne tudi dekoracije in vse tako. Barvno so, naprimer, kočevske gline so zelo svetle, skoraj rumenkaste, ne, komenške so take bolj okraste, drap, na Štajerskem so zelo temno rdeče gline, vse to vpliva, ne. Kar nekajkrat si izpostavil, da sploh v današnjem času se velikrat zgodi, da kar nekaj keramikov v bistvu ne pozna nekih teh oblikovalskih zakonitosti ali pa ne razmišlja o funkcionalnosti izdelka, če govorimo o rokodelskih izdelkih, ki so primarno namenjeni funkcionalnosti ali pa uporabi v vsakdanjem življenju. Na kakšen način ali pa kako gledaš na razmerje med rokodelstvom, oblikovanjem pa umetnostjo, kar v povezavi z glino? Zelo težki pojmi, ne. Glina je tako prijazna, da ti, ne vem, hitro z enega kupčka narediš eno rožico, ne, potem pa s prstem noče lukenco, pa že šalčka, in potem ti soseda reče, ti si pa pravi umetnik in potem je narejena stvar, ne. Veliko je tega, ne. Tako, v bistvu, jaz se spomnim še v komendi, moj mojster Janez Kepic je delal 250 majolk na šiht, ne. To je garaški posel, ne. Tako golcarija, kamnolom, lončarstvo, vse tako, ne. Sam normalno, da danes ni več pogojev za to, ker prvič en lončar, če naredi 250 majolk, če cel teden dela, jih ima potem, ne vem koliko je to, 1500 majolk in jih mora potem 5 let prodajati, ne. Tako da je bolj čas za to, da ti narediš 5 šalčk na mesec, ne, in potem jih to probaš prodati, ne. Zdaj, tradicionalno lončarstvo je po moje, danes je to dizajn, ne, ker te zadeve so se skozi dolga obdobja nekako oblikovale, ne, in to ni nek tist kvazi art, ročaj, če okoli obrneš, je pa mečkaj bolj umetniško, ne. Če ročaj okoli obrneš, bo odpadel, ne, mislim, ne. Danes sicer to ni pomembno tako, ker gre veliko lončevine na polico takoj, ne, ampak če moraš pa ti uporabljati to, mora biti pa to zelo strokovno narejeno, ne. Mogoče je to malo tako utopično, ne, ampak da bi izdelkom iz gline spet neko funkcijo, ne, pogruntali, ne, ampak ne to za prodajo 5 šalčk, ne, ampak za mas produkcijo, ne, ker iz količine pride lahko tudi neka kvaliteta ven, ne. Tako, tle pa spet problem, potem pač bi bilo treba meje zaprti za kitajsko keramiko, ne.
Ja, ker rokodelci so v preteklosti oziroma vedno delali izdelke zato, da so od njih lahko preživeli. Danes je pa mogoče situacija res nekoliko neugodna, ampak se mi zdi zelo pomembno, da se o teh stvarih tudi, da se na te stvari opozarja in debatira, zato ker mogoče se niti ne zavedajo nekateri lončarji, kakšno bogatstvo imamo, ker je seveda pomanjkanje znanja ali pa javne debate s tem sploh prisotno. Mogoče, če se zdaj obrnemo malo na Škofjeloško, v času arheoloških izkopavanj na Mestnem trgu so odkrili tudi neko zelo zanimivo poslikano meščansko keramiko, ki jo tudi danes razstavljamo v delu razstave, ki je pripravil kustos Jože Štukelj. Pa mogoče, če nam lahko razložiš mogoče malo več o tej tehniki in mogoče povabimo tudi zainteresirane na delavnico, ki bo na jesen. Ta tehnika, majolika ali pa fajansa, jaz imam tukaj en blazen problem, ker jaz jo drugače zastopam kot večino stroke, s katero se pogovarjam o tem. In ne vem, kako to meni so v Italiji, v Fajenci, pa v Firencah, pa v teh delavnicah v Nove razložili, ampak nekateri pravijo, da je to neka podobna zadeva vse skupaj. Meni se zdi pa, da je ta arhaična fajansa v bistvu izdelek, ki je narejen iz rjave gline, je polit privlečen z svetlo glino, svetlo zato, da se barve lepše pač nekako vidijo ali kakorkoli, poslikan spečen, poslikan z oksidi in za prozorno glazuro. To jaz razumem kot nek zametek fajanse, ki je potem pač se razvijala naprej. Majolika je pa rjava glina z belo glazuro in nasrovo belo glazuro slikan, to razumem pa kot majolika. To, kar ste najdli, jaz sem gledal prele v vitrinah, tako da ne bom neumnosti govoril, kaj je to. Neka mešanca, neka, mogoče bi se temu lahko rekli, neka fajansa z risbo, ta z grafito, je pa risba, to se pravi, se rjavo glino prelije z belo in gobo in potem se noter riše, ratajo krasne rjave črte, z grafito. Zdaj, vse verjetno bo vaš kustos kaj več o tem povedal, točno kakšna je. Zdaj si omenil kar nekaj povezav tudi z ostalimi lončarji ali pa inštitucijami, ki se ukvarjajo z keramiko. Mogoče bi izkoristila priložnost tudi zato, da izpostavimo še en tvoj projekt, ki poteka tudi kar nekaj časa. Kjer pa? Čakaj. Skozi vsa leta svojega ukvarjanja imaš v svoji Magušarevi hiši v Radovljici bogato zbirko raznih lončenih ali pa keramičnih izdelkov iz vseh koncev sveta in pa obdobij. Lotil si se postaviti nek privaten muzej keramike. Če nam mogoče lahko o tem kaj več poveš, katere vse izdelke ali pa nabor izdelkov imaš in pa kdaj ga mogoče ta muzej lahko pričakujemo, da ga lahko obiščemo. Nekako par desetletij ali pa skoraj cel življenje že zbiram keramiko, kupujem, zamenjujem, kradem, pač vse, kar se da, na vse načine. Imam zelo bogato zbirko, več kot 10,000 kosov. Največ mi pomeni recimo ta zbor slovenske industrije, začetki in potek libojske, štajerske industrije, potem imam zbirko beloprstene keramike, ki se je tudi pri nas proizvajala Žiga Cojsje v Selcah, pa po glino, ki je zraven. Potem imam tradicionalne zbirke, pa kar nekaj kosov sodobnih oblikovalcev. Od Douglasa Fitcha, njega smo en angleški tradicionalni lončar, njega smo naredili razstavo in potem 30 kosov v Šivčevi hiši v Radovljici, pa smo nazaj poslali in se izgubil paket, po 2 letih je prišel nazaj, vse je razbito in je rekel kar mej, tako da imam krasno zbirko Douglasa Fitcha. Upam, da bomo odprli do konca naslednjega leta. Zdaj, koncept je pa, to niso starine, tista starina kot nekaj vrednega, ampak je bolj didaktična zbirka.
delam tako, če bi 40 let nazaj jaz kaj tazga videl, mislim, bi bil blazno srečen, pa ni bilo, ne. Smo odkrivali Komendo, pa potem čez mejo v Benetkah, imajo pa tudi keramiko, pa tako počasno naprej, ne. Si predstavljam, da nekoga, ki ga zanima to in skozi neko vodstvo strokovno, da bi ga lahko zanima, ne. Ali pa predstavljam si ta muzejček, ne vem, na Kitajskem je par tavžnih študentov keramike, ne. Da mu predstaviš evropsko keramiko, ne. Pride za en teden v Lectarju, dobro je in potem še debatiraš o keramiki. Tako tak muzejček, mislim. No, super. Zdaj si izpostavil študente. Ja. Se mi zdi zelo pomemben za tako poglobljen ali pa celosten pristop pa ustrezno prenašanje znanja, seveda to, da prenašajo znanje tisti, ki ga imajo in ki so strokovnjaki na svojem področju. Mogoče, kako gledaš na izobraževanje ali pa pomanjkanje izobraževanja na področju lončarstva pa keramike, pa mogoče na kakšen način se ti lotevaš tega pedagoškega dela? Kaj zvem? Zadnje čase delam samo še one-to-one, ne. Jaz dajem več poudarka na te, mogoče to obrtniško plat, tehnološko plat, pa tako, ne. Zdaj sam je pa razumljivo, da tega časa pravzaprav ni, ne. Da ne moreš se 4 leta učiti, ne vem, centrirati glino, ne, ker moraš, mislim, imeti magisterij že v 3 ali 4 letih narejen, ne. Pa veliko grup, razne populacije sem imel, pač med študenti, pa vedno za teh par šol, ki jih imamo pri nas, se sprašujem, ali so preobremenjeni, ali jih ne zanima, ne. Tako, kaj zvem. Zdaj počas se mi dva približujeva koncu ali pa zadnjim vprašanjem, tako da v bistvu bi tudi povabila vas. Če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, sicer bo pol tudi... Kakšno težko vprašanje. Kakšno težko, to zdaj jih ni bilo. Tudi pol bojo seveda še priložnosti za 1-na-1 pogovor. No, ampak vseeno vas povabim, če se že zdaj utrne kakšna misel. Mogoče bi te jaz sam še vprašala, no, ker smo tudi nekaj besed o tem že rekli. Terapevtski vidik rokodelstva je v zadnjem času skozi bolj aktualen. Pa tudi se včasih zgodi, da je ta pojem nekako zlorabljen ali pa ne prav razumljen. Na kakšen način ti razumeš terapevtski element rokodelstva ali pa lončarstva in pa mogoče kakšne so pozitivne prakse tudi mogoče iz tujine ali pa tudi iz Slovenije? Jaz sem vodil en projekt Vaja dela mojstra, smo ga poimenovali, ki je bil Evropski socialni sklad in smo postali člani ene asociacije, tega Outsider Art Association, to se pravi populacije različne s posebnimi potrebami in delo z glino, ne. Sem videl, da se da je glina zelo primerna za neko odpiranje kreativnosti tej populaciji, ne. Pravzaprav nekdo, ki na splošno v življenju se zelo težko zorganizira, ne, tukaj se pa lahko fokusira in se izredno intenzivno izraža, ne. Potem smo to uvajali tukaj v naše institucije, naše VDC-je, sam tukaj je še vsem preveč tega, da se ta populacija uporablja pod pretvezo naši biseri, ne, naši mali umetniki, ne, v bistvu pa producirajo nekaj, kar sploh ne vejo kaj. Recimo v enem centru, ki je zelo produktiven in prodajajo, otiskujejo neke kalupe Cankarja, pa Zdravljice, pa tako, ki jih prodajajo po teh založbah, sem jim kupil njihove izdelke in invalidi sploh, wow, to bi pa tudi jaz imel, ne. Sploh niso vedeli, da oni to delajo, ne. Mislim, ne vem, če je etično vsazga, ne vem, če je pa invalid, ne pa glino otiskuje, ne.
To je ena izkušnja. Pač ni tako enostavno, ne? Ker veliko je predvsej neusposobljenih mentorjev, ne? Ki potem jih korigirajo, pa še sami nimajo veliko znanja. Ne? Drugo je pa ta art ali pa art therapy. Ne? Zdaj, seveda je terapevtsko za otroke, če se ti cel dan ukvarjaš nekimi številkami, ne? Potem pa zvečer pa malo glino mečkaš in narediš neko vazico, konkretni izdelek, se mi zdi to čudovita stvar. Ne? Sam jaz, mislim, jaz nisem več na tem, da me kar prsti srbijo, če ne primem gline vsak večer. Ne? Tako sem komod pol leta tudi brez gline. Zdaj, kar nekaj časa si bil v stiku z glino? Ne, se v resnici sem skosno. Ampak hotela sem v bistvu napeljati tudi še na to, da je nastal še en krasen projekt, oziroma, kot si sam rekel, je blazen prodajni hit v tvoji manufakturi, so miniature Radoveljce. Hiš, glinene, in pred kratkim si ustvaril 2 veliki maketi. Vas vse lepo povabimo v Radovljico, da si jih ogledate. In v bistvu je res, sta nastali 2 mali glineni Radovljici. Mogoče, če sam nakratko poveš, zakaj in s kom. Ja, krajevna skupnost občina v Radovljici mi je dala naročilo za izdelavo 2 maket in fajn se mi zdi, ker pri maketi je potrebno nekako malo zgodovine, ne, je vmes malo arhitekture, malo oblikovanja in na koncu še keramična tehnologija, tako malo drugače, ne, bolj zanimivo. Ne. In sem vse to naštudiral. Skratka, mogo bi lanski že junija to končati, pa smo prestavili na september. Pol sem vmes mene 5-krat zamenil koncept in na koncu sem naredil vse čisto drugače. In je ratala neka moja interpretacija tega, kako čutim Radovljico, ne. Vse tako malo razpada, malo zmešal sem baročni park, pa 16. stoletje obzidje. Hiše so čisto drugačne, tako sem si predstavljal, ne to, kar se vidi Radovljica zdaj, ne, Šivčeva, Vidičeva, ampak prišli so eni ljudje, ne, in so tam si postavljali hiške, ker je bil biznis, ne, ker je bil veliko na križišču trgovske poti, cerkev je bila zraven in tako se je potem gradili, kakor so vedeli in znali. Ne. Potem, ko je pa to ratalo bolj bogato, ne, se je pa neka tudi bolj nekak kvalitetna arhitektura začela dogajati. Ne. Vse to sem pomešal, ne, neke lope, neke hiše brez vrat, igral sem se na ful. Ne. In zdaj sem strašansko srečen, ker je ljudem všeč, ne, celo plačali so mi. In te maketi sta zdaj postavljeni kje? Ena je na Burnikovem trgu, ena je pa še v delavnici, ker jo bomo na cerkveni trg postavili. Verjetno, sam mislim, da bom spremenil nekaj. Mogoče se na nekih točkah sta si Škofja Loka in Radovljica kar podobni. Mogoče te vprašam zdaj še za konc, na kakšen način, ali pa kako vidiš vlogo rokodelca ali pa teh rokodelskih veščin znotraj starih mestnih jeder in mogoče kaj lahko prispevajo nekim lokalnim tradicijam, priložnostim za razvoj, čisto sodobnim skupnostim, v katerih živimo, ker tudi ti si v starem mestnem jedru in v bistvu ena bolj atraktivnih točk Radovljice. Meni se zdi tukaj v Loki fenomen to, da tvoj center ali vaš center, kako? Naš. Da vaš center funkcionira, ker večino takih projektov neha naslednji dan, ko se financiranje ustavlja. V Radovljici se mi zdi, da zadeve bi bile lahko bolj zastavljene. Ne. Radovljica organizira neke festivale, ne, kjer se postavijo mize, blagajne gor in potem po naslednji dan tega več ni. Nič ne ostane od tega. Ne.
se mi zdi, da bi bilo treba v nekem smislu flancati take rokodelske dejavnosti, ki pa sigurno rabijo neko pomoč za zagon. Ne. Imamo krasno lončarsko delavnico, manufakturo, ampak ogromnokrat se počutim, vsi imajo Airbnb in avtomati za kavo in nekako služijo s tem, ne. Jaz pa tega ne znam, ne. Včasih o tem razmišljam, no, ampak gre naprej. No. Zdaj v Radovljici spet načrtujemo festival lončarski, več teh aktivnosti. Zdi se mi, to so v bistvu, kaj je najbolj zanimivega v enem takem mestu. Ne? Radovljica je trško mesto bilo, ne? To se pravi rokodelstvo na trgu, potem so se naprej razvijale še meščanske, pa barok, pa sprehajanje s frizuram, pa tako, ne. Verjamem v to, no. Sem osko usmerjen in zaljubljen v rokodelstvo. No. Mislim tudi, da je večina tle prisotnih. Tako, ko smo se pogovarjali med kreiranjem projekta pa samo izvedbo, smo nekako vsi ugotovili, da smo se zelo hitro ujeli in da je sodelovanje lepo steklo. Pa mogoče še na konc, sam si rekel, da te tudi na Škofjo Loko vežejo neki lepi spomini. Svojo mladosti tudi tukaj večkrat preživel, pa mogoče kakšen biserček iz tega obdobja, ali pa zakaj Škofja Loka fajn. Sam si rekla, da ne smem tega povedati. Ja, sej. Ne, da ne smeš, po lastni izbiri. Mislim, mogoče je to trenutek, da bi se upravičil, ker tle v Zmincu so moji starši imeli vikend in tle smo ogromnokrat hodili v Škofjo Loko žurirati in po noč pa nazaj grede, smo na vrtovih solato kradli, korejne, petršilj, litva, grah, tako. Mogoče toliko, no. No, saj, vitamini so pomembni. Ja. Dragi obiskovalci, bi kdo želel še kaj Urbana vprašati? Kaj podeliti? Ker če ne, bi se vam vsem zahvalila, seveda zelo lepo, še posebej tebi, Urban, za tisto razstavo, ki je bila v našem rokodelskem centru, za vse tvoje delo in za vse opomine, ki jih daješ tudi v javnosti in nas vse s tem tudi vzgajaš, tako da hvala. Zdaj pa nimam pojma, koliko je na voljo kratkih in sladkih nekaj minut, potem pa uradno odprtje in pa še seveda koncert skupine tega orkestra. Hvala vam.